Record. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. In nasvidenje svet sam. In nasvidenje svet sam. Naj ti krepko stisnem dlan, da ti voščim dober dan. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Odaleč prihaja. Von po kavi, von po kavi. Von po kavi, von po kavi. Novice, reklame. Vreme danes, vreme danes. Vreme danes, vreme danes. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Ni lepo, da si zaspan. Ni lepo, da si zaspan. Bodi vedno nasmejan, pa bo zate srečen dan. Popijeva v dvoje. Prvo kavo, prvo kavo. Prvo kavo, prvo kavo. Pozabiva vreme. In reklame, in reklame. In reklame, in reklame. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan. Nadaljuje se roman. Nadaljuje se roman. Daleč je še zadnja stran. Dobro jutro, dober dan. Dobro jutro, dober dan, ekipca, pozdravljeni. Zdi se mi, da vedno opazujem ista imena, ampak to pomeni, da smo ena dobro utečena,
ufurana, prijetna, prijazna ekipica ljudi, ki smo tukajle z istim namenom, z istimi željami in istimi mislimi ali pa vsaj podobnimi, ne. Veste, kaj mi je še posebej všeč? To, da si takole lepo v chatu, voščite dobro jutro, tako da niste fikusi, ki tamle osuplo opazujejo, kaj se dogaja, ampak ste rahlo aktivni, kolikor ste seveda lahko aktivni, tako da, vse pohvale vsem, ki se vam da zjutraj, prvič sodelovati na tem jutranjem prebujanju in drugič, tudi ostalim participantom, torej udeležencem, voščiti dobro jutro. Kakor veste, ali pa če še kdo ne ve, če je kdo nov, moje ime je Marko Lukan, prihajam iz Jesenic in vi ste ravnokar priča jutranjemu vrtiljaku modrih misli, zelenih nesmislov in rdečih strasti. Danes je 12. dan po vrsti v mesecu Vinotoku. Mi se bomo zdajle na brzino posvetili nekaj dogodkom, povezanim z 12. oktobrom, torej Vinotok je oktober. Potem bomo zapisali, svoje običajne jutranje hvaležnosti, imeli epizodo Kremenčkovih in končali, če bo dovolj časa, še z jutranjimi afirmacijami. Tako da v zvezi z 12. oktobrom sem danes pripravil, nekaj podatkov. Sharam vam še screen, samo trenutek. Če mi bo to seveda uspelo. Dajte mi v chat, prosim, napisati, če vidite zdajle, tukajle eno sliko na vaših ekranih domorodcev in nečesa, ker pri meni nekaj dobro ne kaže, no, zato vas sprašujem. Okej, Marija, hvala za hitro reakcijo. Okej, zakaj vidite tole sliko, povezano z 12. oktobrom? Torej, to seveda ni fotografija in vprašanje, koliko je slika realna, ampak je neki prikaz tega stanja, ki ga bom zdajle opisal. Namreč natančno na 12. oktobra leta 1492 je odprava, ki jo je vodil italijanski raziskovalec v službi španskega dvora, Krištof Kolumb, pristala na Karibskem otoku, ki ga je Kolumb sam poimenoval San Salvador. Verjetno gre pa sicer za otok Watling na današnjih Bahamih. Domorodci so ga sicer imenovali Guanahani, sloviti moreplovec pa je tedaj verjel, da je priplul v vzhodno Azijo. Torej, verjel je, da se je približal Indiji in tako naprej po tedanjem razumevanju sveta. Podatek o natančnem priznanju sicer, podatek o točnem pristanku, kje so pristali, ne, sicer natančno ni znan, saj se omenjajo še 4 druge lokacije. Zadeve je dodatno zapletel zemljevid, ki ga je naredil Juan de la Cosa. De la Cosa je bil kartograf, ki je plul s Kolumbom, bil pa je tudi lastnik Kolumbovega največjega plovila Santa Maria. In ta model, torej Juan de la Cosa, je šele 8 let po potovanju leta 1500 naredil zemljevid opravljene poti, medtem ko je bil dokaj natančen glede položaja in oblike otokov, ki jih poznamo kot Kuba in Hispaniola, pa so njegove netočne upodobitve Bahamov pustile natančno lokacijo Guanahanija, torej malo v megli, malo nedoločeno, ne. Naslednji dogodek, ta je tudi kar en tak pomemben zgodovinski, tole model, ki ga vidite zdajle na sliki, je povezan z 12. oktobrom leta 1518, po nekaterih podatkih, ki sem jih našel, tudi z letom 1517. Skratka, ta skica, ta slika naj bi prikazovala neznanega nemškega teologa, tedaj po imenu Martin Luther, ki je na vrata cerkve v nemškem Wittenbergu nabil dokument s 95 tezami, v katerem je kritiziral katoliško prodajanje odpustkov,
ki se izvajajo torej za zmanjšanje višine kazni za nek določen greh. Luther, ko je to naredil, seveda ni mogel vedeti, da bodo njegov dokument in kasnejši dogodki za vedno spremenili podobo Evrope in krščanstva. V naslednjih 150 letih se je Evropa razdelila med katoliško vero rimskih papežev in novo reformirano vero, znano kot protestantizem, ki je imela pač veliko več, danes jih ima. Severna Evropa je prišla k protestantom, Južna Evropa je ostala katoliška, Srednja Evropa pa je tedaj postala prizorišče uničujoče 30-letne vojne med obema razcepljenima skupnostma. Zaradi svojih spisov in naukov je bil Luther obsojen krivoverstva in leta 1521 ga je papež izobčil. Model je sicer še naprej poučeval in veliko pisal o veri, vključno s prevajanjem Svetega pisma v nemški ljudski jezik in objavljanjem številnih hvalnic. Umrl je leta 1546, blizu vrhunca same reformacije, in danes se torej zaradi tega modela, če tako rečemo, več kot 900 milijonov ljudi v Evropi drži protestantske vere. Zdaj gremo malo v nam bližnje čase. Tole je sicer rahla fotomontaža, ne vem, koliko od vas pozna še tega modela. Dogodek, ki ga bom zdaj opisal, se je zgodil na današnji dan leta 1960. Namreč v Združenih narodih v New Yorku je prišlo do tega točno določenega incidenta. Vodja filipinske delegacije v Združenih narodih Lorenzo Sumulong je v svojem govoru omenil narode vzhodne Evrope, pa tudi drugod, ki jim je bila odvzeta svobodna uporaba njihovih državljanskih in političnih pravic in ki jih je tako rekoč pogoltnila Sovjetska zveza. Ko je to slišal, je Nikita Hruščov, vodja sovjetske države in partije, ki je bil prisoten, hitro mimo vrstnega reda prišel na govorniški oder. Tam je demonstrativno v teatralni maniri z gibom desne roke odrinil Filipinca, v rjovečem govoru pa ga je med drugim označil za kretena, marioneto, lakaja ter izvrševalca ameriškega imperializma. Predsednik skupščine Združenih narodov, ki je bil tedaj neki Irec po imenu Frederick Boland, je pozval torej Filipinca Sumulonga, naj se umiri in ne skuša prilivati olja na ogenj, vendar mu je dovolil, da nadaljuje z govorom in poslal Hruščova, torej Sovjeta, nazaj na njegov sedež. Zdaj viri v zvezi s tem so tudi malo se razlikujejo. Po nekaterih virih naj bi Hruščov protestno tolkel s pestmi po svoji mizi, medtem ko je Sumulong še naprej govoril. V nekem trenutku pa naj bi Hruščov pobral svoj čevelj in z njim udaril po mizi. Nekateri drugi viri poročajo o drugačnem vrstnem redu dogodkov. Hruščov naj bi najprej tolkel s čevljem, nato pa šel protestirati na govorniški oder. Tako da se je kar dogajalo, ne. Eno od vprašanj reda je potem sprožil zelo razburjen romunski zunanji minister po imenu Eduard Mezinescu, ki je seveda član vzhodnega bloka. Mezinescu je tudi jezno obsodil Sumulonga, torej Filipinca, nato pa svojo jezo preusmeril na vodjo skupščine, na tega Irca Bolanda, ga obtožil provociranja, žaljenja in ignoriranja. Vse skupaj pa je povzročilo, da so mu nazadnje izklopili mikrofon, kar je seveda povzročilo nov kaos, nov zbor vzklikov in posmeha delegacij, predvsem iz vzhodnega bloka. Kaotična scena pa se je končala, ko je Irec, predsedujoči Boland, škarlatno rdečega obraza nenadoma razglasil prekinitev seje in ob tem tako močno udaril po govorniški torej mizi s kladivom, da ga je zlomil, glava kladiva pa je odletela. Ko je opazoval celotno dogajanje s čevlji, predvsem pa je britanski premier, tedanji Harold Macmillan, izjavil, če lahko dobijo, prosim, prevod tega, torej udarjanja s čevljem, značilnim britanskim humorjem.
Tole je bila kar dolga zgodbica v zvezi z današnjim dnem, zdaj imam dve še krajši. Tudi tale naslednja se tudi dotika Britancev, marsikdo med vami tole Sovo spozna. Gospa, no, rekel sem ji grdo Sova, ampak tako jo imam v spominu. 12. oktobra leta 1984 je med redno letno konferenco konzervativne stranke britanske v hotelu Grand v Brightonu, kjer je bivala tudi britanska premierka tedanja Margaret Thatcher, to je ta beba. Takrat je eksplodirala tam bomba, ki so jo postavili pripadniki irske teroristične ali pa osvobodilne organizacije, kakor gledate nanjo, IRA. 5 ljudi je tedaj umrlo, 30 je bilo ranjenih, Sova je preživela. Tale bo pa všeč malo bolj ženskemu spolu. 12. oktobra leta 1968 se je rodil model na sliki, to pa je realistična slika, to je Hugh Michael Jackman, avstralski filmski in televizijski igralec, pa pevec, plesalec in igralec v mjuziklih, torej danes praznuje 54. rojstni dan. To je toliko, kar se tiče dogodkov povezanih z današnjim dnevom. Jaz vam preneham šerati screen. Šeram vam pa kompjuter audio, torej upam, da zdaj slišite v zadju neko glasbo. Predvidevam, da bo Marija prva reagirala. Marija, se to sliši v zadju? Kakorkoli že, zdaj je čas za zapisovanje jutranjih hvaležnosti. Vzemimo si tam nekih 6-7 minut, da zapišemo naše jutranje hvaležnosti, potem pa nadaljujemo s kremenčkovimi. Marija pravi, ok je, hvala Marija. Lepo in toplo pozdravljam tudi Andrejasa, ki se sicer skriva, ampak je danes z nami.
The best morning routine for manifesting more money is an alpha meditative practice. No, takole, jaz sem si svoje hvaležnosti že zapisal, tisti, ki jih še pišete oziroma razmišljate o njih, seveda to storite v miru do konca. Kar se tiče mene, pa je zdajle na vrsti epizoda naslednja. Flintstones, meet the Flintstones, they're the modern Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of Fred and Pete. When you're with the Flintstones, have a yabba-dabba-do time, a dabba-do time, we'll have a gay old time. Drži, zdajle so na vrsti Kremenčkovi Flintstones. Čisto po naključju sem danes zjutraj zagrabil, torej prijel tale kamen. Sicer takole, ko ga opazujem v kameri, se mi ne zdi, da se zelo dobro vidi. Upam, da ga vi vidite v redu. Več jih imam. Danes bomo govorili o roževcu. Torej tole, kar sem vam pokazal, je roževec. Še vedno vam kažem. Zakaj sem danes prijel roževec? Ve vesolje, jaz ne vem. Tukaj je cela zbirka še drugih kamnov, ampak danes me je pritegnil roževec. Roževec je kristal ljubezni. Ne? Roževec je znan tudi kot rožnati kamen ali kristal ljubezni, kot sem rekel. Ime je dobil seveda po svoji rožnati barvi. Najdemo ga v različnih odtenkih roza barve, od temne do svetle. Jaz jih nekaj imam pri sebi. Se mi zdi, da so kar dokaj podobne barve. Nekateri so pa celo, če tako rečemo, skoraj beli, ne. Stari Grki so ta kristal pripisovali boginji Afroditi, torej roževec in Afrodita sta v povezavi. Njegov pomen pa so stari Grki povezali z lepoto in ljubeznijo. Verjeli so, da z njim človek lahko doseže tudi notranjo harmonijo in zadovoljstvo. Kristal oddaja močne vibracije ljubezni, topline in sreče. Ko ga nosimo, postanemo bolj samozavestni, prinaša čustveno varnost ter spontano izražanje ljubezni. Roževec odpravlja zamere, jezo in nas spodbuja k odpuščanju. Simbolizira ljubezen do sebe, do partnerja, do otrok, družine, prijateljev in vseh ljudi pač v našem in vaših življenjih, do ljudi, ki jih imate radi. Kar se tiče vpliva na psihično počutje,
roževec je napolnjen z nežno in toplo energijo, zato v vaše življenje prinaša več ljubezni, sreče, miru in samozaupanja. Sprošča neizražena čustva in srčno bolečino, pomaga nam preboleti izgubo, odpraviti ljubosumje in zamere do drugih. Roževec umirja tudi jezo in občutke krivde in prinaša več čustvene stabilnosti. Uporabimo ga lahko za privabljanje energije ljubezni ali pa z njim povrnemo zaupanje in obudimo ljubezen v obstoječem odnosu. Njegova energija roževca je zelo pomirjujoča, zato si z njim lahko pomagamo pri soočenju z bolečimi situacijami, kot so občutki zapuščenosti, izgube, tesnobe, stresa, celo nespečnosti in žalosti. V veliko pomoč je tudi tistim, ki se soočajo z izgubo ljubljenih oseb. Roževec nam pomaga vzljubiti sebe, zato ga je priporočljivo nositi v času depresije, če ima kdo seveda take izkušnje. Kar se tiče vpliva na fizično počutje, roževec zmanjšuje stres in napetosti, zato se ga priporoča tudi pri lajšanju težav s srcem, odpravlja občutek tiščanja pri srcu, ki je povezan z neizražanjem negativnih čustev. Roževec krepi srce in kardiovaskularni sistem, ugodno vpliva na živčni sistem, pomaga pri zdravljenju ledvic in nadledvične žleze. Z njim si lahko pomagamo tudi, kadar imamo oslabljen imunski sistem, odpravlja celo težave s plodnostjo, obnese pa se tudi pri ljudeh, ki trpijo za demenco, Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo. Kar se tiče vpliva na duhovnost, roževec krepi delovanje srčne čakre, vzpostavlja nam harmonično povezavo med dušo in telesom. Uči nas ravnovesja med sprejemanjem in dajanjem brezpogojne ljubezni, tako do sebe kot tudi do drugih. Neuravnovešenost srčne čakre se sicer kaže skozi negativna čustva, kot so žalost, jeza, maščevalnost, strah, čustvena otopelost, ljubosumje in nezaupanje. Roževec odstranjuje negativne energije in jih nadomesti z energijo ljubezni. Najbolje učinkuje, ko ga nosimo okoli vratu, saj je tako v neposredni bližini srca, kjer lahko s svojo energijo stimulira srčno čakro. Torej, toliko sem imel na brzino jaz zapovedati o roževcu. Jaz jih imam pri sebi več. Kaj to pomeni? Nimam nobenega večjega, imam pa več manjših, recimo temu manjši kristal, ne. A to pomeni, da v življenju nimam nobene velike ljubezni, pa več manjših, bom prepustil presojo vam. Skratka, tile roževci so me danes poklicali in zato ste jih poslušali tudi vi. Okej, sistem me je že opozoril, da nam bo počasi zmanjkalo časa. Verjamem, da bomo tole speljali še v miru. Za danes sem pripravil seveda tudi nekaj manifestacij, tako da tisti, ki ste v priložnosti, naslonite se nazaj, noge trdno na tla, začutite to vibracijo, če ste tega sposobni, zemlje, pa čeprav ste nekje v 3. nadstropju bloka morda, ampak to se da. Nekajkrat skozi nos globoko vdihnite, pustite, da se svež kisik, sveže življenje, svež dan zavleče v vse pore vašega telesa in uma, potem počasi skozi rahlo priprta usta pihnite ven tisto, česar ne potrebujete več, in če čutite tako, da bi bilo potrebno pihniti ven neke stvari z vso silo, storite pa tudi to. Jaz vam bom povedal 10 priprošenj, za katere verjamem, da delujejo, saj s širjenjem te vibracije v obratno smer, torej k sebi, s širjenjem te vibracije v vesolje v obratno smer, torej k sebi, dobimo podobne občutke, kot smo jih odvibrirali, ne. Te priprošnje, če želite, si ponovite v mislih ali na glas. Meni bo danes pri priprošnjah
pomagal roževec. Gredo pa takole. Hvala ti, vesolje, da si mi dala vse, kar imam. Verjamem, da mi boš še naprej zagotavljalo tisto, kar potrebujem, in to takrat, ko bom potreboval. Vesolje, odprt sem za ustvarjalne priložnosti za finančno obilje. Pripravljen sem sprejeti in pripravljen sem iskati nove poti za zaslužek. Vesolje, verjamem, da me vodiš proti življenju polnemu obilja. Prepustim se ti in pustim, da vodiš pot, prosim, pokaži mi jo. Vesolje, predajam ti svoje želje, dnevne zadolžitve in urnike. Verjamem, da bo tvoje vodstvo poskrbelo za rešitve v najvišje dobro v vseh primerih. Opuščam razmišljanje o pomanjkanju, ki sem si ga naložil. Te misli spuščam tebi v varstvo in se začenjam zavedati, da mi je dano živeti v izobilju. Hvaležnost čisti pot do uresničenja mojih želja. Ko v vesolje širim hvaležnost za to, kar že imam, bom pritegnil še več tistega, kar si želim. Vesolje, pozdravi prosim privzgojeni strah v meni. Odločam se biti osredotočen na tisto, kar imam, in ne na tisto, česar nimam. Vesolje, vabim te, da vstopiš v mojo podzavest in preurediš moja omejujoča prepričanja o denarju, da bom lahko živel življenje v izobilju. Hvala, vesolje, da mi pomagaš videti ovire kot priložnosti. Stopil bom ven iz ega in pustil, da mi pokažeš pot. Vesolje, pomagaj mi videti onkraj mojih privzgojenih omejitev. In še zadnja. Vesolje, razširi prosim moje zaznave, da bom lahko sprejemal s svojo dušo usklajene odločitve. Dragi moji, drage moje, toliko sem imel pripravljenega za danes. Hvala, ker ste me poslušali. Želim vam lep, uspešen dan. Poljubljam roževec, če bom potreboval kaj ljubezni. Vsi jo potrebujemo, tako da. Hvala, ker ste bili z mano. Vabljeni tudi k jutrišnjim večernim kozorogovim dosjejem. Če bo tako naneslo, vesel vas bom. Lep dan še naprej in Marko ima vas rad. Ajde, čau.